času Evropske prestolnice kulture bo mesto Maribor gostilo veliko število tako domačih kot tujih umetnikov. Le-ti bodo v okviru kulturnih ambasad vse leto predstavljali raznolikost lastnega kulturnega okolja. Posebej smo ponosni, da začenjamo naš otvoritveni vikend kot nekakšna uvertura na predvečer, torej na srečni petek 13. predvečer osrednje otvoritvene slovesnosti, z odprtjem tega programa kulturnih ambasad, in sicer z odprtjem prvega meseca, ki ga bosta predstavljali Finska in Estonija, katerih mesti sta lani nosili naziv Evropske prestolnice kulture. Osrednjo otvoritveno slovesnost bo režiral Matej Filipčič. Po besedah Filipčiča program povezuje različne umetniške zvrsti, žanre in izvajalce. Osnovno idejo oziroma rdečo nit dogodka pa sam opisuje takole. Program sam otvoritve povezuje med ostalim tudi vsa partnerska mesta skozi kratke filmske feljtone, ki smo jih posneli, ki bodo nekako tvorili rdečo nit same prireditve. Del te rdeče niti, ki je zame simbolno pomembna, recimo, ki sem želel vključiti tudi Otrok in svetloba, se pravi, začne se potovanje v rudniku Velenje in s to svetlobo EPK svetilko otrok potuje skozi vsa ta partnerska mesta, ki jih povezuje, združuje, se pravi, svetloba kot nek simbol kulture, umetnosti, ki naj bi razsvetljeval ta mesta, ne samo ta mesta, tudi vse ostale dele Slovenije v naslednjem letu in se zaključi z prihodom otroka na Trg Levna Štuklja, kjer otrok s pomočjo te svetlobe sproži nov planet, novo kroglo, novo vrtenje, nove svetlobe, nove odboje, ki hkrati simbolizirajo svetlobo kulturnikov, umetnikov, ki upam, da bodo v naslednjem letu razsvetljevali ta naš prostor.